srečna, draga vas, domača, kjer hiša mojega stoji, očeta, da bo kaže me iz tvojega sveta. Speljala ne bila golfiva kača. Ne videl bi, kako se strup prebrača. Vse, kar srce si sladkega obeta, mi ne bila, bi vera vse vzeta, ne bil viharjev notranji bigrača. Gotovo vsi poznate Prešernov sonet o Vrba, ki je pravzaprav prvi od 6 sonetov v ciklu Sonetje nesreče. Lahko bi mu rekli tudi sonet Domotožja. Gre za eno tistih Prešernovih pesmi, katere vsaj nekaj verzov pozna skoraj vsak Slovenec. Milijonarka bi bil dobil z izvoljeno devico, zvesto srce in delavno ročico za to, ki je. Nima milijonarka bi bil dobil z izvoljeno devico. Domotožje v teh časih, ko smo pravzaprav ves čas doma, najbrž res nimamo. Se nam pa toži po drugih stvareh, tudi po tisti pravi šoli, ko se srečamo v živo, poklepetamo. A tudi to se bo vrnilo. Prisluhnimo spodbudnim besedam našega ravnatelja. Spoštovani dijaki, spoštovani učiteljski zbor. Nekateri pravijo, da ti poezijo ne more dati ničesar, česar ni v tebi. Vendar je ravno France Prešeren s svojimi pesmimi v maternem jeziku to pravilo davno presegel. S svojo poezijo je Prešeren vplival na slovensko nacionalno zavest in sooblikovanje slovenskega naroda in kulture, ki že dolgo nista bila v tako težkem položaju, kot smo zadnje leto zaradi epidemije virusa COVID-19. Pandemija koronavirusa ni spremenila samo našo domovino, samo naše najbližje in samo nas, ampak je spremenila ves svet. Naša življenja so se temeljito spremenila, tako rekoč čez noč. In morda bodo jutri še težja, dileme in nasprotja pa bodo še globja. Na vprašanje, kako dolgo bo trajala sedanja zdravstvena, socialna in ekonomska kriza, v tem trenutku še nihče na svetu ne pozna odgovora. Zagotovo pa bo trajala še mesece in leta. Zaradi pandemije smo postali še bolj ranljivi, še bolj krhki, še bolj odvisni drug od drugega. Zato moramo še bolj poglobiti medsebojno zaupanje, razumevanje in sodelovanje, se spodbujati ter se med seboj pomagati. Vsi smo že utrujeni od dolgih mesecev spopada z virusom. Vendar, dokler ne bo na voljo dovolj cepiva, se moramo še naprej prizadevati za upočasnitev širjenja virusa. In če bomo res vsi storili vse, kar je v naši moči, da zaščitimo sebe in svoje najbližje, bomo s tem zaščitili tudi vse druge.
Le skupnimi močmi bomo epidemijo uspešno premagali in samo medsebojna povezanost, razumevanje ter solidarnost nas bosta pripeljala do luči na koncu predora. Zato ne smemo v teh težkih časih obupati in se z odgovornim obnašanjem vsi skupaj resnično potruditi, da bomo kmalu lahko ponovno zaživeli življenje, kot smo ga poznali in živeli nekoč. 8. februar, Prešernov dan, kot praznik slovenske kulture praznujemo od leta 1945, kot dela prost dan pa od leta 1991. Kaj pravzaprav vemo o Prešernu in času, v katerem je živel? Tako so ga predstavili v Infodromu. Začetek 19. stoletja. Namesto brnenja avtomobilov je po ulicah odzvanjal peket konjskih kopit. V zraku je bil vonj po konjskih figah in odpadkih, nosila so se dolga krila in klobuki. V tem času Slovenci nismo živeli v svoji državi, temveč pod Habsburžani v Avstro-Ogrski monarhiji. V njej je bil uradni jezik nemščina, slovenska besedila pa so strogo pregledovali cenzorji. Slovenci kot narod uradno nismo obstajali. V takem času je živel France Prešeren. Vsi poznamo tole njegovo podobo, v resnici pa ne vemo, kakšen je bil, saj nimamo niti enega njegovega zanesljivega portreta. Rodil se je v kmečki družini v Vrbi na Gorenjskem, pravo je doštudiral na Dunaju in nato nekaj časa delal v odvetniški pisarni v Ljubljani. Rad je imel vino in pesmi. Na Prešernovo poezijo je močno vplivalo prijateljstvo z jezikoslovcem Matijem Čopom. Pod njegovim vplivom je začel ustvarjati pesniške oblike, ki jih do takrat v slovenščini še nismo poznali, na primer sonete in romance. Prešeren je tako dokazal, da je slovenščina enakovredna drugim jezikom in dvignil raven našega knjižnega jezika. Prešernova najbolj znana pesem Zdravljica je bila zaradi drznega nagovora rojakov z besedo Slovenci in jasne zahteve po svobodi dolgo časa prepovedana. Tudi zaradi nje France Prešeren danes velja za enega največjih slovenskih pesnikov in simbolov, 7. kitico njegove Zdravljice pa smo si izbrali za himno. Njegovo podobo na kovancu za 2 evra nosimo v denarnicah. Nagrade za najvišje državno priznanje na področju kulture se od leta 1955 imenujejo Prešernove nagrade. Torej, France Prešeren je za nas tako zelo pomemben, ker je bil prvi Slovenec, ki se je po kakovosti svojega pisanja lahko kosal z evropskimi sodobniki. Boril se je za to, da bi slovenščina postala knjižni jezik in za to, da bi bili Slovenci priznani kot samostojen narod. Prešernove misli so se uresničile. Slovenci od leta 1991 živimo v samostojni državi. Februarja vsako leto pa v času slovenskega kulturnega praznika Republika Slovenija podeljuje Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, ki so najvišja priznanja naše države za dosežke na področju umetnosti. Letos so za nas Pomurce še posebej zanimive. Nagrado Prešernovega sklada bo namreč prejel tudi profesor grafičnega oblikovanja na naši šoli, akademski slikar Sandi Červek. Nagrado bo prejel za razstavo 1+1 je 11 v galeriji mesta Ptuj. Razstava del Sandija Červeka, označenega tudi za umetnika črnine, je postregla z bogatim pregledom prepoznavne in izrazito avtorske likovne poetike. Umetnika je predstavila tako v črnini kot v barvah, na eni strani skozi skrajno racionalen, na drugi strani pa impulziven in sproščen ustvarjalni pristop. Čestitamo! Najvišje priznanje, Prešernovo nagrado, pa letos poleg arhitekta Marka Mušiča za življenjsko delo prejme pisatelj, pesnik, scenarist in dramatik Feri Lainšček. V obrazložitvi njegove nagrade so med drugim zapisali, da Lainščkovi dosežki že skoraj 40 let pomembno bogatijo zakladnico slovenske kulture. Gotovo ste vsaj slišali za njegove romane, kot so Namesto koga roža cveti, Muriša, ki jo je megla prinesla. V svojem zadnjem romanu z naslovom Kurji pastir pa se spominja otroštva v vasi Dolenci na Goričkem. Morda pa ste si ogledali katerega od slovenskih filmov, ki so nastali po Lainščkovi literarni predlogi, na primer Halgato, Petelini zajtrk, Šangaj, Traktor ljubezen in rock'n'roll. Feri Lainšček piše tudi pesmi.
Številne so tudi uglasbljene. Tole zagotovo poznate. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo. Povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki ne še hrepenijo, postaje in vlaki. Pride naproti. V tednu, ko praznujemo slovenski kulturni praznik, smo na naši šoli v minulih letih pripravljali tudi kulturni teden na SPTŠ. Epidemija je letos žal preprečila pripravo že 27. V 26 letih se je zvrstilo veliko razstav, nastopov, predavanj. Na dogodkih smo med drugim poudarjali pomen kulture v življenju vsake družbe, vsakega posameznika. Kako pomembna je v teh časih, je lepo povedal tudi Feri Lainšček. V intervjuju za Dnevnik je med drugim povedal takole. Vso to samoto, izolacijo in strah, ki zaradi virusa zdaj vejejo okoli nas, bi veliko težje preživeli, če ne bi bilo knjig, glasbe, gledališča, filmov in drugih kulturnih vsebin. Če je kdo dvomil, da je kultura pomembna, se je lahko zdaj o tem prepričal. Če si kaj želim, si želim to, da bi skupnost in država dojeli, da je naše delo pomembno. Pomenljive besede letošnjega nagrajenca so to, zato, dragi dijaki in dijakinje, profesori in profesorice, najdimo čas za kulturne vsebine, saj res bogatijo življenje. Leta 2004 je nagrado Prešernovega sklada dobil tudi žal prezgodaj preminuli profesor slovenščine na naši šoli, pesnik in pisatelj Milan Vincetič. Zaključimo naše današnje druženje z njegovimi verzi v pesmi Nebo nad Ženavljami. Pesem je leta 2015 na kulturnem tednu naše šole zapela Klavdija Vrečič. Lepo praznovanje vam želimo.
pač mignile so zvezde, se nebo zaprlo je, kak či nikaj ne de, kak či ne je sunce, gratalo kak skuza, arže navle kaple, pale bdeča krugla. Šteroj sigdar so, oblaki kcoj pa zvezde, štere trausi bog, čez doli pa brejke, kakšne je farbe nebo, nebo načeno vlami, kdo rovža nagde glavo, pa rovka zajde v roko. Zvezde ne vidijo farbe neba, zvezde so slepe kot moške oči, zvezde se fička za male ljudi, a se je samo vklico medi, a zvezde sprevidijo farbe neba, kdo so pregrešne kot ženske oči, zvezde se svet naopak vrti, kdo se telo ob temi zbudi. Se nebo odprlo je, pač mignile so zvezde, se nebo zaprlo je, kak či nikaj ne de, kak či ne je sunce, gratalo kak skuza, arže navle kaple, pale bdeča krugla. Šteroj sigdar so, oblaki kcoj pa zvezde, štere trausi bog, čez doli pa brejke, kakšne je farbe nebo, nebo načeno vlami, kdo rovža nagne glavo, pa rovka zajde v roko.